Zanimivo je to, da je na začetku dosti učencev obkrožilo ne, da se ne prepoznava kot nasilneža, pa ko so prebrali kriterije, da so nasilneži, pa so prečrtali ne, pa obkrožili da. Problem je, da se ljudje ne znajo identificirati kot nasilneža in sploh ne vejo, da delajo narobe, kar je pač ne pripomore k družbi, tako da. Anketa, ki je izpolnilo kar 30% učencev osnovne šole Janka Padežnika Maribor, je razkrila tudi, da jih je več kot polovica že bila žrtev. Prevladuje psihično nasilje. Če te izločijo iz družbe, se lahko ful žalostno počutiš, ker se ti zdi, da te so izdali. Sem bil sicer udeležen 2-krat v nasilju, ampak je to pač že bilo dolgo nazaj. Se pa počutim tudi varno, saj imam dosti prijateljev. Večina anketiranih se na šoli počuti varno. Veliko pa jih o izkušnji z nasiljem ne želi govoriti. So rekli 3., 4., 5. razred, da nočejo biti tožibove, da jim to ni všeč, saj bi bili bolj izobčeni iz družbe. Priče tudi pogosto menijo, da to ni njihova stvar. Zato sta Vasja in Gašper v sklopu raziskovalne naloge učencem omogočila anonimno prijavo nasilja. Oddajo lahko po spletu ali v nabiralnik. Noben drug ne izve, da si ti zatožil nekoga, da je izvajal nasilje nad nekom ali pa je nasilje izvajal nad sabo. Zaznano je bilo 5 prijav, od tega je bil tudi eden glas, ki je bil pravzaprav malce tako hudomušen. Vsaka prijava šteje na začetku. Anonimno prijavo preberemo in skušamo ugotoviti, za kakšen primer gre. Če je jasno zaznano, pokličemo storilca in pokličemo žrtev, se o tem pogovorimo vsaj pri vsakim posebej in potem skušamo skupaj najti kakšno rešitev. Mogoče pa bo čez leta, ko bi zapustil še to šolo, bo mogoče že več prijav na leto. Zdaj, če sem jaz pač žrtev nasilja, bi prvo povedal nekemu odrasli osebi, pa prijavo bi na anonimno prijavo, pač, če je zdaj bilo to v šoli. Izven šole pa bi povedal odrasli osebi.